Gre za temeljni premaz, ki je izdelan na osnovi posebnega feritnega materiala, ki absorbira v točno določenem frekvenčnem območju. Gre za območje od 400 MHz do 10 GHz in pokriva maksimalno absorpcijo predvsem v območju delovanja mobilnih telefonov, to pomeni tam nekje od 900 MHz do približno 2 GHz. Je pa, če se pogleda te telegrafe, je pa v bistvu veliko širše absorpcijsko območje, samo da absorbira tam nekje od 70 do 90 v maksimumu, ne. Deluje pa v bistvu, kot je rečeno, na principu absorpcije. Pomeni elektromagnetno valovanje, ki pride iz nekega vira do premaza. Ta premaz absorbira, kot sem rekla, tam tudi do 90% tega sevanja. Spremeni se ta energija pravzaprav v neko zelo majhno toplotno energijo, zelo malo se segreva in bistveno zmanjša škodljive vplive tega elektromagnetnega sevanja. O tem se vedno več govori po svetu, vedno več je pravzaprav celo v rumenem tisku debat o tem. Zdravniki se ukvarjajo z raziskavami o škodljivih vplivih visokofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja, tako da zadeva postaja vedno bolj aktualna. Je bila pa razvita v bistvu v sodelovanju med Heliosom, Nano Tesla inštitutom, ki je v okviru kolektor grupe, tako da najprej je bil razvit funkcionalni material, potem smo pa prišli v razvoj, aplikacijo, kako ta material vgraditi v nekaj, kar se bo dalo tudi uporabiti na realni površini. In tako je nastal ta temeljni premaz, pač združilo se je znanje in inštituta in proizvodne. Uporablja se kot temeljni premaz, to pomeni, nanese se ga na pripravljeno površino. Pripravljena površina pomeni, da je dovolj čista, suha, dovolj nosilna, nanese se ga enostavno z gladilko kot neko izravnalno maso. Tamle je tudi predstavljeno to, v bistvu v 2 delih, najprej z obato gladilko, da naneseš dosti debel sloj, ker je potrebno tam do 5 mm debeline, da je dovolj te absorpcijske snovi, potem se nanese še en sloj za izravnavo, potem pa sledi klasičen postopek dekorativnega premaza, zaključnega dekorativnega premaza. Noter imamo to kot izravnalno maso, notranji kit, potem pa neko disperzijsko zidno barvo. Mi smo tukaj dali, tamle je lateks mat barva gor. Če pa delamo to na fasadni površini, gre pa to lahko tudi v termoizolacijskem sistemu kot del sistema. Po mrežici in lepilu gre ta temeljni premaz, potem pa se zaključi z zaključnim ometom kot klasična termoizolacijska zaščita fasade. Izdelek je že možno naročiti, nekje en mesec traja od naročila. Razumljivo je, ker ne gre za nek tak zelo široko potrošni izdelek, da ga delamo po naročilu, nekako en mesec traja, ker nam kolektor najprej mora izdelati pač ta funkcionalni material, potem pa mi še premaz izdelamo. Razmišljate kaj o prodaji v tujino? Pravzaprav smo mi ta premaz že predstavili vsem našim dilerjem, ki jih imamo praktično v celem tem, recimo vzhodno-centralnem evropskem delu. Povsod je bil zelo velik interes in čakamo na odzive.